Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi iz podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Danes je z mano Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, dolgoletni poslanec, prav tako nekdanji župan Radeč, podjetnik in od leta 2024 tudi predsednik Socialnih demokratov. V tem mandatu je vodil enega izmed zahtevnejših resorjev, namreč prevzel je gospodarstvo v času energetske krize, visoke inflacije, prav tako poplav. Je pa hkrati prevzel še tudi turizem in šport, panogi, ki pa nista le družbeni, ampak izrazito gospodarski. V današnjem podcastu bo beseda tekla o tem, kaj se je v času tega mandata dejansko zgodilo, kje so bili uspehi, kje so bili zapleti in kaj sledi. Gospod minister, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dober dan, živijo. Kako ste? Fajn. V redu. V teh turbulentnih časih predvidevam, da se kar dosti zadev dogaja. Mislim, dogaja se seveda veliko zadev, ampak jaz mislim, da vse in v tem norem času, ko ste ali pa kakorkoli ga imenujemo, je treba malo obdržati pozitivno zgodbo in iti pač naprej. Ljudje bojo pa tisti, ki bojo dali nam na koncu pečat takšno ali drugačno. Tako, drži. Vi ste odraščali v Radečah, v izrazito tudi podjetniškem okolju. Kasneje ste se pa odločili vstopiti v politiko. Kaj je bil tisti preskok, da ste pa se odločili za ta korak? Ne, da sem samo odraščal, še kar živim v Radečah in me ne spravite ven iz Radeč. Ne. V zadnjih 22 letih nisem prespal v Ljubljani, tako da se dnevno vračam v Radeče, ker vendarle domač kraj ti da neko mirnost, predvsem pa družina in prijatelji. Ampak pustimo se, kaj ste me zdaj že vprašali naprej? Ker ko omenite Radeče, se me zmedete. Ne, se je v redu, se lahko tudi malček poveva. Ne. To je dobro, to pomeni, da je to res vaše domače okolje in je to, kar nosite v srcu. Vprašala sem, v bistvu vi ste bili v izrazito podjetniškem okolju, kasneje ste se pa tudi seveda odločili za nadaljnji korak, se pravi prestop v politiko. Kako to? Mislim, dejstvo je, da sem v začetku 90-ih letih smo ustanovili podjetje, ki še danes, bom rekel, živi res z drugo lastniško strukturo, glede na to, da sta mi tudi starša umrla. Ampak sem vesel, da družina že cel življenje živi na nek način od svojega dela in so bili vzponi in padci in tu kot je v podjetništvu, bom rekel, v bistvu ta cikl. Leta 98 sem se pa kot relativno zelo mlad aktiven, takrat če v športu, funkcionar, družbeno aktiven v tej mali moji občini, sem se odločil, da probam stopiti v politiko, v ta segment, ki ga prej nisem poznal in od 98. leta, zatem, ko sem bil izvoljen prvič za svetnika, leta 2002 drugič za svetnika in potem poslanec, župan, tako naprej. Danes sem tukaj minister in zdaj pa upravljam najtežjo funkcijo politično, se zmeraj malo pohecam, sem predsednik stranke Socialnih demokratov, ki je zelo zahtevna, po drugi strani funkcija, po drugi strani pa tudi sem ponosen, da sem lahko nadomestil, bom rekel, vse te predsednike in da socialno demokracijo peljemo v neko svetlo prihodnost. Kako pa je bilo, ko ste prevzeli to funkcijo? Težko, zato ker seveda naša stranka je stranka tisočerih obrazov, ni stranka enega posameznika s priimkom in imenom in ne ugasne, kadar so težave, ampak gradi, bom rekel, svoje vrednote ali pa predstavlja svoje vrednote naprej. Je pa zanimivo, naredil sem zdaj neko analizo, koliko je bilo raznih državnih sekretarjev, ministrov na naši stranki, ljudje, intelektualcev, delavcev in tako naprej, ki so šli skozi, bom rekel, vse te funkcije Socialnih demokratov in sem zadovoljen, da sem jih imel možnost vse te ljudi spoznati v teh 22 letih aktivne zgodbe v visoki politiki. In socialna demokracija ima kljub vsem težavam tudi ta moment v Evropi in nasploh v svetu še zmeraj
veliko priložnost, da se razvije, bom rekel, res v neko stranko, ki v bistvu socialdemokratske vrednote verjamem, da deli 80% Slovencev, govorim solidarnost, pomoč ljudem in tako naprej. Seveda je pa politika nekaj drugega, ampak jaz sem veliki optimist tudi za 22. marca. Kako pa usklajujete, recimo, kot ste rekli, politiko in potem še to pomoč, solidarnost, da je to vse skupaj povezano? Politika je v bistvu pomeni ravno to. En del je, seveda, mi moramo skrbeti za družbo, kjer ne bomo pustili ljudi, bom rekel, za sabo, v tem primeru, ali pa se trudili, da bo tega čim manj. In na koncu smo v Sloveniji lahko ponosni, v kakšni državi živimo. Seveda z vsemi pomanjkljivostmi, z vsemi težavami, ampak bistveno boljše živimo in kakor pa nekatere druge države, ki seveda je blišč zelo opažen, ampak je tudi so opažen tudi ljudje na cesti, kjer nimajo, bom rekel, za golo preživetje. In tukaj se mi zdi, da je Slovenija kakorkoli v vseh 30 letih vse vlade skrbela za to ustavno določilo, da je Slovenija socialna država. Lahko bi naredili še več, ampak jaz sem tudi z delovanjem socialne demokracije skozi zgodovino zadovoljen. Brez nas ne bi bilo takrat in zakona o minimalni plači, ne bi bilo socialnega dialoga, tudi raznih socialnih transferjev, ki se danes mogoče celo izkoriščajo, nekateri ne bi bili takšni, kot je danes. Ampak in vem, da bo ta socialna demokracija preživela in Matjaža Hana in vse predsednike, zato ker je to, bom rekel, stranka in ideja, ki je potrebno podpirati. Razumem. In ko ste prevzeli resor, kaj pa je bila tisti največji izziv, ki ste se ga najprej lotili? Namreč takrat, ko ste prevzeli, je bilo že kar nekaj izzivov, s katerimi se je že spopadal svet, seveda tudi naša država. Vojna je bila, se je začela v Ukrajini, prav tako energetska kriza. No, generalno, najprej, ko sem prevzel resor, me je en teden bolj otrebal, zaradi na nek način ne treme, ampak enega respekta o tem, da zdaj si pa postal minister in je veliko odvisno seveda od tebe, od svoje ekipe. Naredili smo relativno dobro ekipo in kljub vsem nekaterim pomislekom jaz nisem ljudi, ne glede na politično barvo, metal v neke kleti in jih na nek način, bom rekel, postavljal v neke pisarne, ki ne bi imeli nežel, ampak smo probali najti neko koherentnost, sodelovanje med sabo in mislim, da nam je to v teh 4 letih uspelo. Drugo, pregledal sem najprej stanje, kaj je prejšnja vlada naredila in tisto, kar je bilo dobrega, smo nadaljevali, tisto, kar mislim, da ni bilo dobrega, smo začeli spreminjati. No in potem so pa seveda to, kar ste omenila, prišle vse te krize. Najprej seveda ta energetska kriza z vojno v Ukrajini. Tako. Mislim, da smo tle v imenu vlade odlično odreagirali takrat s predsednikom vlade in pa z ministrom Kumrom. Smo na nek način naredili plan, kako energetsko pomagati podjetjem. Takrat smo na začetku hitro regulirali cene električne energije mikro, malim in srednjim podjetjem. Drugim podjetjem so subvencionirali električno energijo, to je bilo kar za cirka 300 milijonov evrov denarja. To so visoke številke. To so tako visoke številke in mislim, da smo takrat ta prvo fazo odigrali relativno dobro. No, potem se nam je pa že kar hitro so se naredile pa druge zadeve, kot so poplave in tako naprej. In v bistvu smo bili, in tudi ta ministrstvo, če gledam tudi prej COVID in kakorkoli, meni so sodelavci na ministrstvu rekli, da naše ministrstvo je 7-8 let bil, bom rekel, ministrstvo pod hudimi pritiski, pod hudimi, bom rekel, zakonodajo, ki je bila skozi interventna, kjer smo venomer pomagali podjetjem, da smo preučili, kako jim pomagati, da smo obdržali to konkurenčnost. Ampak jaz vem, da pred volitvami se te zadeve nekatere pozabijo in gledajo ljudje samo, ali pa posamezniki samo tisto, kar je ta moment lahko, ker ne vpliva tako dobro na gospodarstvo. Ampak to so čas, v katerem smo, je to meni zelo znan. Ja, zdaj je kar nekaj teh polemik okoli davkov, predvsem, kar se tiče med podjetniki. Ampak davki so generalno v Sloveniji problem že kar nekaj časa, pa
eno je seveda študija OECD, kjer jasno povejo, da da imamo v Sloveniji, bom rekel, na nek način preveč obdavčene, poprispevčene plače, čeprav tukaj moramo paziti tudi glede na pokojninske blagajne in tudi druge blagajne. In drugo, da mogoče nimamo druge dovolj urejenega sistema, kako pa druge kakšne davke pobrati. In potem seveda je to odlična platforma za kazanje razlik med strankami. Jaz pa mislim, da je potrebno v tej Sloveniji, ampak ne 2 meseca pred volitvam, ker so čustva, pogledi čist zamegljen, pridi do enega dogovora, kakšno državo želimo imeti, v kakšni državi želimo živeti in oceniti, da za to potrebujem toliko in toliko denarja. Mi drugih možnosti kot pobiranje, bom rekel, ali pa davkov, žal nimamo nafte, nimamo nekih resursov, ki bi lahko... surovin takšnih, ki bi lahko. In jaz mislim, da je potrebno na tej strani narediti. Edino stvar, ki sem samo kritičen, mogoče v tej vladi ali pa nasploh, v delovanju politike je to, nekako stvar ne premislimo malo bolj, si vzamemo malo več časa in ne gledamo stvari za nazaj. Tipičen primer je bil dohodninska zakonodaja, ki je bila sprejeta v prejšnji vladi, ki sem jo tudi jaz potem zdaj za našo vlado podprl, da smo na nek način ustavili ta razbremenitev. Pa mislim, da mogoče je bila to storjena napaka. Zakaj? Zato, ker danes vidim, jaz vsak dan sem bolj prepričan, da kot socialni demokrat eno je seveda, da ti javni sistemi v državi funkcionirajo, ampak da funkcionirajo, ne samo da rečemo, da jih imamo, se pravi zdravstvo, šolstvo, sociala in tako naprej. Da deluje dejansko. Da deluje. In drugo, da imajo ljudje bom rekel, za življenje več neto dohodka v žepu. To se mi zdi meni ključno. V 4 letih, prej sem bil 20 let skoraj poslanec, sem spoznal zdaj do v bistvu in proračun in kje je možno še kaj privarčevati in tako naprej. In jaz mislim, da lahko najdemo en dogovor, kako priditi iz te zgodbe ven, da bojo ljudje, ki živijo od svojega dela, imeli več sredstev. Pa še nekaj bi rad poudaril, in to govorimo vsi politiki. Mi imamo v Sloveniji problem s tako imenovanim srednjim slojem, ker mu damo najtežji nahrbtni gor. Ja, to je res. In potem, naprimer, če gledamo minimalne plače in tako naprej, ki so manj obdavčene, pa imajo ljudje, ki seveda težko živijo, ampak imajo možnost socialne transferje, vrtce in tako naprej, privarčevati. Ko pridemo do neke meje, pa srednji sloj obremenjen in potem nimaš takšnih transferjev, ki bi si jih mogoče lahko zaslužil, vrtce imajo zelo drage za plač in še bi lahko našteval in potem se vprašamo, zakaj imamo rodnost tako slabo. Tako da tukaj je treba malo enkrat se usedeti v tej državi, ker imamo generalno dobro nastavljene zadeve, živimo boljš kot v kakih drugih državah, ampak zakaj ne bi se usedli vsi v tej državi, ki odločamo, ne glede na politično barvo, in se približno dogovorili v ključnih temah. Zato jaz v tem mandatu, pa tudi v kampanji, ker bom šel, je moj slogan dogovor in rabimo ga. Rabimo ga zagotovo vsi med sabo skupaj, ker zadeve so dobro postavljene, samo treba bi jih bilo povezati nekako in jih peljati naprej z nekim zdravim razumom. Jaz moram reči, ta pogovor jaz smatram res iskren, nisem si ga naučil, niso mi pripravljali medijski guruji, tega ne želim, ne bom se slikal ne bom filmčke snemal, ne bom na TikToku, jaz želim biti vendarle še malo konzervativen politik. Ampak jaz res verjamem v to, da se lahko neke stvari dogovorimo, pa tudi vem, da mogoče to moje razmišljanje pri teh, bom rekel, navijaških skupinah ne pride ravno prav, ampak vseeno,
v življenju treba ustrajati. Jaz sem star 55 let. Približno vem, kaj sem do zdaj naredil, pa približno vem, kaj bi še lahko naredili. In Socialni demokrati, jaz mislim, da smo pripravljeni se pogovarjati, dogovarjati in reči, tako državo želimo imeti. Se pravi, v naslednjem mandatu, vkolikor Ja, jaz upam, da boste? absolutno. Jaz sicer verjamem in upam, da bomo sestavili zdravo levo-sredinsko vlado, ki bo imela mogoče malo drugačne razmere v sami vladi, kjer bojo nekatere stranke tudi prepoznale, da je treba mogoče malo več upoštevati različnosti med strankami, kljub temu, da si velik. In da izkušnje in pogledi za nazaj tudi nekaj štejejo, da za nazaj zgodbe ne moremo vse podreti, ker dobra hiša stoji na dobrih temeljih. In potem bomo pač videli in verjamem, da lahko naredimo eno dobro zgodbo. Razmere v svetu so pa nore. To, kar ta moment dela predsednik Trump, je seveda neodgovorno in je vrgel iz tečaja svet. In Evropa bo mogla se zboriti, da bo prišla za mizo, kjer bo sodelovala drugače, kot pa zdaj sodeluje, ker se nekatere velike velesile ta moment želijo svet pokoriti glede na svojo moč. To, kar se dogaja v Grenlandiji, to, kar se dogaja, pa ne v Venezueli, mene ne zanima Venezuela, ampak to, da prideš in ugrabiš predsednika, je za mene nesprejemljivo. Nehumano. Nehumano, kakorkoli. Tako da ja, tukaj bi naredil piko, ker bi se lahko razgovoril, ampak se ne bom, ampak to ni dobro za države, to ni dobro za svet, predvsem pa ni dobro za posameznika. Ja, Evropa nekako, evropski voditelji bi morali bolj nekako sinhrono skupaj stati in odločno nastopiti takrat, ko je to potrebno, ne? Ja, mi bomo, seveda, jaz mislim, da je potrebno v tej Evropi priti enkrat tudi do enih močnih voditeljev, ki imajo neko zaupanje. Ta moment mislim, da je to manjkalo. Tako da Evropa ima problem odločanja, preden se Evropska komisija dogovori in potem preden to pride v države članice in tako naprej, si predsednik Trump sedemkrat že premisli ali pa sedemkrat novo idejo podpiše ali pa odlok. Ima že nove strategije, kako naprej, in nekako je bilo tudi predstavljeno v smislu, da za njega tudi ta dialog, ki ga ima Evropa, predstavlja šibkost, kot pa karkoli drugega. In drugo, kar bi rad absolutno podčrtal, poudaril, mi ne rabimo v tej Evropi in načrt za vojno, ampak rabimo dogovor za mir. Evropo bojo te vojne izčrpale ekonomsko, da ne govorim, ko umirajo mladi fantje na teh vojnih žariščih, in odgovornost vseh politike je, da se usedejo za diplomatsko mizo in se pogovarjajo. Z orožjem, z metki ne bomo več to rešili, ker je danes bom rekel, ta vojaška doktrina tako naprej, da je žal odvisno od nekaterih norih posameznikov, tako da je ključno, da naredimo dogovor za mir, ki bo seveda potem potrebovalo tudi dogovor za blaginjo in dogovor za razvoj. In to je trikotnik, ki ga moramo upoštevati in potem bo bistveno bolje. Prej ste že tudi govorili o srednjem sloju in o nasploh finančnem stanju. Kaj pa menite sedaj, ko se je povišala in sprejela tudi minimalna plača? Namreč okoli tega je bilo kar nekaj nasprotnih polov, ki so nasprotovali temu. Generalno ni noben nasprotoval, tako kot ni noben nasprotoval božičnici, zato ker kdo pa je proti tem, da minimalno delavec, ki dela 40 ur na teden, dobi 1000 evrov. Jaz nimam ne obraza, in mislim, da je to absolutno prav. Problem, ki ga pač imamo pri vseh teh odločitvah, je, da mogoče posamezni politiki gledajo samo na svoj rating. Zato pravim, da je potrebno, in jaz sem že bil v takih vladah spremno kot poslanec vodje poslanske skupine,
kjer so za vsako odločitev vendarle bili neki izračuni, resni pristopi in tako naprej. Zato, ker ni samo sprejeti nekaj, ker potem so to vezne posode. In dejstvo je, da si moramo priznati, 1000 evrov je minimalno, kar morajo ljudje dobiti. Je pa res, da je zdaj pa pridem do srednjega sloja, da pa seveda morajo imeti pa tudi zaposleni, ki pa mogoče delajo drugačno delo, Ja. da pač tudi oni morajo dobiti več. Ker drugače se pa naredi ta kompresija in je potem problem in potem smo, bom rekel, v težavah. Zdaj, kje bo problem pri javnem sektorju, ker kar naenkrat bo zdaj pod minimalnem ne bo več kategorij in bo tukaj problem in bo treba, to, kar sindikati zdaj opozarjajo, bo treba reformo, ki smo jo ravno sprejeli, tudi spremeniti. Seveda to pomeni več denarja. Ampak vedno je denar tisti. Vedno je denar tisti, ne, in mi moramo paziti, da res ne bomo zopet srednji sloj pustili na cedilu, da bom rekel, ne bo dobil zdaj pa več plače, vrtci se bojo zaradi tega, vrtci in vse storitve se bojo seveda podražile in spet bo srednji sloj tisti, ki bo seveda nesel najtežji nahrbtnik. Tega si ne želim in zato se treba pogovoriti, kako to razbremenimo, da bojo lahko mladi, tisti, ki so najbolj polplozivni, ali pa tudi starejši, ki so motor vsakega podjetja, bom rekel, tudi od vsega teh zadev imeli nekaj. Kaj pa zakon o delitvi dobička? Zakon o delitvi dobička je, da seveda želijo eni ali drugačnega predstaviti, ampak to je tipičen primer, po moje, je socialdemokratska zgodba. Tisti, ki misli, jaz vem, da je različnih mnenj, pa se govori o kapitalizmu, pa neoliberalizmu, ampak kakorkoli, podjetja so brez gospodarske rasti, brez dobrega gospodarstva enostavno pač ne gre. Zdaj, tisti, ko to lahko, pač ne živimo v tem svetu in se moramo prilagajati realni situaciji. Zato mi smo že mi imamo zakon, ki ta participacijo delavcev pri dobičku, pa ne živi. In mi imamo, in zato je moj pogled pri vse te sprejemene zakonodaje, vse mi, če vodimo, ko sprejemamo zakonodajo, po moje včasih kar vodimo statistiko, smo sprejeli 40, smo sprejeli 50 zakonov. Zdaj, vprašanje je, ali te zakoni dajo efekt. Tako, kakšen efekt je? Kakšen efekt je, ker se nisem jaz, kar se meni tiče kot politik, plačan od tega, koliko zakonov bom sprejel, ampak kako bodo te zakoni vplivali na vsakodnevno življenje, kot cele države, populacije. Zato je bil dogovor, in ko smo prejšnji zakon imeli, in ko smo gledali primerljive države, rečemo, Francija je, kar se tiče participacije delavcev pri dobičku, mislim, da ne me držati, ampak celo 15% podjetij je šel v ta sistem. Pa nam 0,07%, 8 podjetij je to uporabilo. Zato smo želeli bolj poenostaviti, seveda, da 30% dobička, ki ga ustvari lastnik, kakorkoli, ga lahko razdeli med vse zaposlene in zato zaposleni plačajo davčno, tako kot če bi plačal za dobiček, se pravi 25%, oziroma zdaj bo 30%. In s tem bi seveda motivirali ljudi, da bi bili v podjetju motivirani, da bi podjetje poleg vseh stroškov, ki jih ima, naredili dobiček in potem en del dobička si bi te lahko na koncu leta tudi te zaposleni razdelili. Seveda, zdaj in potem v tej naši Sloveniji je ključno, takoj iščemo strahove, kako bojo vsi izkoriščali sisteme in tako naprej. Jaz imam pa tle velike probleme. In problem naše države je, pri vsej zakonodaji je, da nekateri uradniki ali pa nekateri posamezniki, ki mogoče grejo premalokrat na teren, med ljudi, med probleme, med situacijo, vidijo, bojo izkoristili sistem, zdaj pa dajmo varovalke, takšne, drugačne in tako naprej. Ali pa, kar je pa še največkrat, spremenimo zakonodajo.
Jaz se pravim tako, dajmo zakonodajo sprejemati takšno, da bo življenjska in potem imeti edino, kar je ključno, da imaš kontrolne mehanizme in ko ugotoviš, da en posameznik je tisti, ki krši, ki izkorišča, tistega kaznujemo, ne vem. Tako. Ne pa potem po defaultu vse. Tukaj imam jaz problem, ne, in potem mi mogoče lahko zaradi takega razmišljam reče, da sem ne vem kakšen, da nisem pravi socialdemokrat. Ne, jaz sem pravi socialdemokrat in ne mislim, da v tej državi vsi kradejo in ne mislim, da so v tej državi vsi nebodiga treba, da pa vem, da pač znajo kakšni sisteme izkoristiti, da smo mi tle zelo dobri. Ampak dajmo tiste, ki izkoriščajo sisteme, kaznovati, ne pa da potem kaznujemo vse ljudi, ki tudi ali obrtnike, ali podjetnike, ali pa posameznike, ki imajo dobre namene, ne? In to se mi zdi za moje pojme ključno, ta razmišljanje mora biti res, po mojem, mora iti v to smer. V to smer. Ja, marsikdaj se najlažje na koncu prikazati samo slabosti oziroma kaj ni v redu, kaj ne gre, kako se bo to izpeljalo na napačen način, kot pa je bilo predvideno. Ampak na koncu spet, ko nam ne gre slabo, imamo tudi rekordno brezposelnost, na primer. Statistika, generalno, številke, jih seveda lahko vsi skupaj poklukamo in smo lahko zadovoljni, vendar z eno učko zmeram, vsaj tisti, ki smo na pomembnih funkcijah, moramo spremljati, kaj se vendarle v soseščini dogaja in ker smo mi izvozno naravnano gospodarstvo, v tem primeru malo vse pride verjetno zamikom. Ampak jaz verjamem, da mi več ne moramo preleteti na 100,000, 130,000 brezposelnih, kot je bilo leta 2013 ali kadarkoli, pa če že to bilo, ker je tudi in demografske slike kažejo, bom rekel, slabo sliko in cela Evropa ima tam problema, pa cel svet z kadrovsko sliko. Ampak vseeno, zakaj se ne bi prej prepravili mogoče na kakšen plusk in ga se obranim, kakor pa potem na koncu gasiti. Dobro, se recimo to brezposelnost lahko tudi mogoče povežemo s tem, za investicijami recimo pri električnem twingu, ki se je dogajalo. Dobar je, mislim, jaz, če gledamo kompletno vlado, jaz sem bil tudi 2 dni, 3 dni nazaj sem bil na obrtni zbornici, seveda sem se jih ne poslušal, tako kot se jih pač ne poslušam, ampak jaz bom rekel, te kritike zmeram dobro namerno vzamem, zato ker nekaj je absolutno realno, kar povejo, ali pa imajo prav, nekaj je pa seveda zdaj v luči teh zadev. Ampak ko pa črto potegnemo, zanimivo, vsi pozabljajo neke male stvari, ki smo jih naredili. Zakon o rokodelstvu, nepomemben, 20 let ga ni bilo, subvencioniramo, bom rekel, zgodbe, da se bo obdržalo ta rokodelstvo v Sloveniji, ampak to se seveda absolutno pozabi. Ko smo go rekli glede energetske krize, subvencioniranja elektrike, absolutno se pozabi. Ko smo rekli, kar se tiče poplav, ker smo odreagirali k naše ministrstvo v roku enega meseca pa pol so imeli avanse vsa podjetja, ki so utrpela škodo, 10% avansa na svojih računih. V nadaljevanju smo rešili čez 1300 podjetij, ki so potem prijavila škodo in so dobili skoraj 200 milijonov evrov. Seveda se to pozabi. Gre v pozabo zelo hitro. Gre v pozabo. Ko smo pripravili največje investicije na to, kar vi ciljate, seveda zamahneš z roko, ampak jaz sem bil v Revozu v Novem mestu na začetku mandata, kjer smo se bali, da bo luč ugasnila. Tako hudo. Seveda, kjer so smene ugašali, kjer niso imeli novega, bom rekel, novega proizvoda, kjer avto bojo seveda izolovali v Sloveniji, kjer je Clio, ki ga je Slovenija delala, ga bo vzela turško podjetje, ker je tam delovna sila cenejša in bi lahko prišli do situacije, kjer zaradi krize tudi v avtomobilski industriji ne bi bilo več Revoza v takšnem smislu. Mi smo zavihali rokave,
se začeli pogajati. Moram se tle zahvaliti upravi Revoza, slovenski upravi Revoza in vsem zaposlenim tehničnim kadrom, kjer so naredili vse, da so prepričali svoje matično podjetje, in potem je politika in tle komplet politika naredila vse, da smo za tudi subvencijo prišli do tega, da se danes oziroma bo izdelovalo 3 avtomobili električni v Revozu in da bo to neka zgodba o uspehu. Premagali smo, če lahko narekovajo rečem, premagali podjetja, ki so v Franciji, ki so v Turčiji, ki so na Portugalskem in se lahko pohvalimo. Zdaj seveda, zopet lahko eni zamah ne delam, ampak to je bila velika zmaga. Da ne govorim vse te hude investicije, ki se dogajajo v tako imenovanem tem se pravi Lek, Sandoz in tako naprej, milijardo evrov. Tu je precej denarja. Milijardo evrov bojo investirali v Slovenijo, ampak ne v klasično proizvodno, ampak v razvojne oddelke, kar je seveda to, kar si želimo, če želimo dvigniti se pravi dodano vrednost ali pa produktivnost. In to so, bom rekel, uspehi, ki jih na nek način moramo si priznati. Da ne govorim tudi druge investicije, ki jih imamo mi na našem resorju, od Palfingera, ker se je odločil, da gre v Ormož graditi še eno podjetje, do Paloma je zgradila v bistvu iz muzejske tovarne, je naredila eno najboljših tovarn za papir v Sladkem Vrhu, do Cetisa v Celju in še bi lahko našteval. In to so vsi uspehi, ki niso prišli sami v sebe. Ne bomo, se veste, kako pravijo, bom se malo pohecel, medalja pa šus nikrat pravga ne zadane, ampak na koncu bom jaz, tudi ko se bo končal ta 22. marc, bomo lahko na našem ministrstvu in vlada zadovoljni s tem, kar smo naredili, seveda pa tudi ostali samokritični do tisto, kar bi lahko še naredili, pa smo malo zakomplicirali. Ampak morda se pojavi možnost, da se potem v naslednjem mandatu nadaljujejo zadeve, ki, kot pravite, sami ste jih morda zakomplicirali, oziroma zadeve, ki so verjetno še v povojih, pa bi se lahko speljali. Mislim, se v življenju tako, ne. Tisti, ko misli, da lahko pride na neko funkcijo in da na tisti funkciji vse ve, tam ima težave. Še po 4 letih, dokler sem minister, sem imel eno srečo. Jaz sem si okoli sebe zbral ekipo, ki je na določenih področjih pametnejša od mene. Ima izkušnje. Minister je pa tisti, ki zadeve vodi, usmerja, usklajuje. Dobro, mora poznati matematiko, pa tako naprej. Ampak in to mi je na nek način uspel. In tudi vem, da bi nekatere stvari tukaj smo zdaj v 4 letih naredili, jih mogoče tudi malo zdaj spremenil, ampak to delajo izkušnje. In ti rabiš izkušnje, predvsem pa tudi jaz kot dolgoletni poslanc, spoštujem parlament, spoštujem vsakega poslanko in poslanca in spoštujem lokalne skupnosti, župane. In čeprav ne rad govorim, ampak to se mi zdi, da je ena prednost, ker lažje nekatere ovire preskakuješ. In se dejansko potem tudi lažje dela. Da. Ja, vse te uspehe, ki ste v bistvu omenili, to so uspehi, ki pridejo v javnost, ampak so zelo kratek čas v javnosti tudi, ker se vedno raje poudarjajo slabe zadeve. Predvsem pa tudi zelo se Slovenijo primerja s sosednjimi državami, kot je recimo Hrvaška, kako gre Hrvaški zdaj boljše kot Sloveniji, tudi kar se tiče plač in podobnih zadev, tu se nas tudi zelo rado primerja z njimi. Mislim, glejte, sej je jasno, ko se pogovarjamo o plačah, je pač težko reči, da mogoče nimajo neko tam boljšo poslovno okolje za plače. Okay. Dajmo plače odmak, gremo se o pokojninah pogovarjati na Hrvaškem. Gremo se o pokojninah pogovarjati, pa bomo pač ugotovili, da pa ni ravno tako. Ker ni zdaj, gospodarstvo je temelj, da socialna država laufa. Ampak, veste, gospodarstvo ne gleda zgolj samo na ta segment obdavčitev plač. Ti imaš tudi, ko se odločaš za investicijo, zakaj to vem, ker če bi vse tako bilo črno, potem se ne bi odločali Revozi, vse te multinacionalke, ki so resne, kjer
ne pride, zdaj smo pa dobili 20 milijonov evrov pri investiciji 120 milijonov, zdaj pa gremo sem. Ne. Oni gledajo in šolski sistem, izobraževanje, potem pozicija, kje država sploh je. To, da imamo Luko Koper, je seveda ena velika prednost. Ja. Potem, bom rekel, kultura življenja, zelena država in tako naprej. Vse to so stvari, socialni sistem, vse to so stvari, ko delajo razne SWOT analize, kjer oni potem, zdaj banaliziran klub, rečejo, ok, prednost je tukaj v Sloveniji generalno. Ne? In zdaj moramo mi izkoristiti, najprej ugotoviti neke prednosti, ki jih pač imamo, tam, kjer smo pa mogoče manj konkurenčni od držav, ki z njimi tekmujemo na tem terenu, jih pa moramo popraviti. In ja, pri plačah bomo pač mogli nekaj generalno narediti, da bomo obdržali Slovenijo res potem najbolj konkurenčno in to je to. Kako pa je bilo prevzeti turizem? Namreč po covidu je tudi to bil neki izziv. Mislim, seveda, turizem je... To je spet drug spektr, ampak tudi to vas je v vašem mandatu. Po covidu seveda turizem je bil na kolenih. Ampak jaz bom rekel, ne glede na to, prejšnji minister, prejšnja vlada, ko je dala te tako imenovane bone, je slovenski turizem obdržala nad vodo. In to je bila res zelo dobra poteza. Čeprav smo takrat veliko govorili, ampak zdaj, ko gledam to, da takrat je dala turizmu, da se je obdržala. Sprejela se je strategija slovenskega turizma, kjer smo se dogovorili, da želimo imeti nekaj boljšega, nekaj več, da želimo tako imenovan trajnostni turizem, zeleni turizem in odločili se, da bomo investirali v dvig kvalitete kapacitet, kakovosti kapacitet, da bomo investirali v ta zimski turizem, ki ga bomo pripeljali, ne da bo samo po zim mesec pa pol deloval, ampak da bo deloval 365 dni. Veliko denarja smo investirali, največji cikl finančni smo dali v tem mandatu in rezultati so vidni. Mi imamo rekorde v lanskem letu, dvignili smo za 9% številke in ker smo lahko s tem absolutno zadovoljni in gremo naprej. Gremo naprej. Ja, zagotovo to so številke zelo visoke in dobre. In mislim, da smo lahko ponosni na naš turizem. Namreč kot Slovenija imamo marsikaj za ponuditi. Imamo morje, imamo gore, imamo čudovito naravo, ki mislim, da je tudi sami Slovenci premalokrat. Ker vem, da ste vi iz Kozjega, ne? Ja. Moram pohvaliti Kozje, ne? Jaz sem podsvarnic nagrado Podsreda, ne? Ja. In ni samo turizem slovenski Bled pa Portorož, pa Bohinj. Slovenski turizem se razvija po celi Sloveniji in mislim, da je prav, da zdaj naredimo tudi destinacije, kjer bomo turista usmerjali, zdaj imamo vse orodja, ker lahko to tudi z analizami in tako naprej turista usmerjamo. Imamo prednost glede velikosti Slovenije, da mi smo sicer Slovenci malo navajeni, ko pridemo na en konc, potem tam obstanemo. Ne raziskujemo več naprej. Turist, ki pa potuje iz drugih dežel, pa mu je potovanje dnevno 200-300 km nič. In to mislim, da lahko izkoristimo. In ti si lahko en dan danes na Bledu, si pogledaš potem grad Podsreda, lahko tam prespiš, greš pogledati v naravo in se vrneš v Podčetrtek, zdaj ti delam reklamo. Ja, vidimo. Bodo zelo veseli domačih koncih. Greš v Podčetrtek, kjer imamo, Olimje, ki je v 100% lasti Slovenije in kaj najbolj dela, imajo odlične rezultate, investicije in tako naprej. Razvili so še tuheljske toplice. In da potem se greš nazaj na Bohinj in da ne naštevam. V glavnem, zdaj je treba ta destinacije usmerjati in mislim, da lahko seveda naredimo še boljše rezultate. Ljubljana je, ratala res turistično mesto, kjer se turist ima rezultate vrhunske in jaz sem zadovoljen, zato ker imamo res dobre ekipe, tudi to relativno zelo dobro promovira turizem izven naših meja, kar je tudi njegov namen in ker
smo na našem ministrstvu tudi prevzeli šport, ne. Ja. Smo z športom, s turizmom in gospodarstvom imeli tako sinergijo, da smo lahko res zadovoljni. No, to sem vas hotela v bistvu postaviti naslednje vprašanje. Ne? Slovenci smo tudi odlični v športu. In zdaj tudi vaš resor se je s tem, kar bom rekla, precej globoko ukvarjal. Ne, to smo, moram reči, odločitev, da smo šport predstavili na naše ministrstvo, vidim, da je zdaj pravo. Jaz sem bil seveda v športu od navijača do športnega funkcionarja, prej pa mogoče malo tudi sem se ukvarjal s športom, ampak nisem bil neki kvalitetni igralec. Sem pa skrbel za vzdušje v ekipi, kar je seveda tudi pomembno. A seveda, vzdušje je tisto, ki marsikdaj motivira celotno ekipo, da se sploh gre naprej, takrat, ko je najtežje. Ampak šport ima eno veliko prednost v Sloveniji, ki jaz na dnevni bazi poudarjam. Hvala Bogu, šport je ena tistih stvar, ker ko gledamo naše vrhunske športnike, nas ne deli. In jaz pravim, če želimo fejs visok zdvigniti slovensko zastavo in maha z njo za to, da podpremo prevce ali pa ramo levo pa desno roko. Tako. In drugo, športniki so nam naredili v zadnjih 30 letih promocijo Slovenije, so bili najboljši promotori iz naše Slovenije, boljš kot vsa politika skupaj. In jaz zdaj vidim, ko sem v tujini z drugimi ministri, zmeram v pogovorih naletimo tudi na slovenski šport in se ne morejo čuditi, kako je možno, da država z 2 milijona prebivalcev ima take svetovne ambasadorje, kot so Dončić, Pogačar, Garnbret, Tina Maze, Prevci, rokometaši, nogometaši, tako naprej. Pa imamo še funkcionarja Aleksandra Šefrina, ki je predsednik UEFA, ker je to nekaj nemogočega, da imamo takšno pozicijo v tem športu. In v bistvu smo to mi zaznali, da je to res ena velika priložnost. Zato smo tudi naredili največji investicijski cikl v zgodovini. Mi smo v zadnjih 2 letih investirali z lokalnimi skupnostmi v 308 raznih objektov po Sloveniji, po celi Sloveniji, v vrednosti skoraj 240 milijonov evrov, s tem, da je dala 70 milijonov evrov država, vse ostalo občine in uredili tudi financiranje drugače, kot je potrebno v športu. Tako da smo prišli na rekorde iz leta 2022 je bilo 25 milijonov evrov namenjenega za šport, letošnje leto je že 64 milijonov namenjenega za šport, kar je seveda so indeksi hudi, ki jih bo treba težko zdrževati po takem planu, ampak vemo, da moramo priti v naslednjih 3-4 letih na 100 milijonov. Je pa res, da je potrebno za to najprej razumeti šport, vedeti, kje je ta problem in ključni problem, ki ga imamo pa zdaj, je pa zopet davkarija, davčne zgodbe, kjer pa moramo slovenskemu klubskemu športu absolutno pomagati pri tem, da bojo lažje prišli do financiranja, da bojo podjetja lažje financirali, bili sponzorji, bili donatorji, bomo mogli na davčni politiki nekaj narediti. Mi imamo neke ideje, ki jih bi rad v naslednjem mandatu seveda spravili skozi proceduro, ker brez tega pa enostavno ne bomo rojevali novih Dončićev in tako naprej. Ne bo šlo, ker bo rodnost premajhna in ker to ne bo sopadalo. Tako da, če želimo kaj v tej smeri delati, potem se je treba, kot ste sami omenili, v tej smeri tudi naprej razvijati. Tudi omenila bi še mogoče košarkaško evropsko prvenstvo za leto 2029. Mi smo naredili kar nekaj velikih mednarodnih dogodkov, na katere je Slovenija lahko zelo ponosna. Mi smo v rokometu, zdaj v ta moment imamo futsal. Futsal je, Kjer sem bil na tekmi Slovenija-Španija, polna dvorana, 16,000 ljudi v dvorani, promocija Slovenije po celem svetu. Zdaj imamo vse te velike smučarske dirke, od Ljubnega, Vitranca, bivše Zlate lisice do biatlona in tako naprej. In to so vse, da ne govorim skakalcev, planice in tako naprej. To je vse slika, ki gre v milijonski svet in s tem se promovirajo tudi sveda slovenske lepote. V letošnjem letu, v oktobru, bo tudi v Sloveniji evropsko prvenstvo kolesarjev.
To bo po moje spektakel. To bo velik spektakel. Zato, ker bojo naši vsi asi, na katere smo lahko ponosni in so naredili sploh nekaj tazov, mogoče v nadaljnih zgodovini več ne bo možno, ampak Pogačar, Rogliči in vsi naši najboljši kolesarji bojo zadnjič skupaj slovenski dres oblekli in tekmovali za Slovenijo. Slovenske vasi, kraji se bojo s tem promovirali. To so, bom rekel, zgodbe uspehov, tudi pomagajo turizmu. In pa Evropsko prvenstvo v košarki, kjer se bo en del odvijal tudi v Sloveniji in verjamem, da bomo leta 2029 videli v narekovajih norega Dončića, oziroma pa ne vem, kako bi tem sploh rekel, v Sloveniji in da bo lahko Slovenci ponovili rezultate takrat iz Turčije in bili evropski prvaki. Zagotovo. Tega se vsi veselimo in upamo, da bo dejansko temu tudi res tako. Zdaj smo v tem hektičnem obdobju, se pravi, volitve bodo kmalu. Kako vidite vi vašo stranko kot predsednik? Glejte, jaz sem mogoče, kot sem že rekel na začetku, malo drugačen kot drugi predsedniki. Nisem pripravljen za voljo vseh političnih točk zdaj tekmovati na TikToku, za vsemi ne znam, ne želim. Vem, da je to hendikep, vem, da me vsi preprečujejo, Matjaž, da si sončne očale gor, ne vem. Jaz ne vem, kaj bi mogel sedeti, pač. To niste vi. To nisem jaz sem Matjaž Han, jaz bom takšen, kakršen sem. Imamo program, ki ga bomo lahko uresničili ravno toliko, ker bomo dobili glasov in ker bo po 23. potrebno na nek način koalicijsko upet v neko pozitivno zgodbo. Vem, da je po 22. 23. marc, da je ta moment možno obljubiti vse. Jaz si malo pišem, kaj vse obljubljajo. Imate evidenco. Imam evidenco, ampak na koncu ne. Črta, se ne bo vse išlo. Vse pa tiste ključne zadeve, ki jih pa moramo skupaj spremeniti, se pa da urediti. Tako da Socialni demokrati smo sprejeli program. Socialni demokrati bomo imeli prvi, mislim, da v naslednjem tednu ali pa ta dan, ko bo, bomo imeli konvencijo, kjer bomo predstavili ekipo za volitve. Teren dela že na polno. In predstavili se bomo najprej z programom, predstavili se bomo seveda s tem, kar smo naredili in ne bomo zamolčali tudi kakšno napako, ki smo naredili. Mi smo poznani, da redko katera stranka prevzame odgovornost zelo hitro, smo v tem letu znali dokazati in verjamem, da nam bodo volivke in volivci namenili toliko glasov, da bo naslednja vlada imela zelo močen pečat socialdemokracije. Če potegneva črto, sedaj od tega mandata, kar se tiče vašega resorja, kar se tiče vaše stranke in dela skupaj s predsednikom vlade, kaj bi komentirali? Mi s predsednikom vlade smo čisto v redu. Verjetno smo se obedva v 4 letih prišla do kakršnega koli spoznanja, kaj je potrebno še mogoče malo zadeve spremeniti, da bo pri sprejemanju odločitev nekatere zadeve lažje. In jaz nisem nikdar ali pa zelo redko govorim o Matjažu Hanu kot o tem, da sem nekatere stvari jaz naredil. Pri nam v naši stranki smo vse skupaj naredili. Gledati moramo na skupnost, predvsem solidarno, in ta vlada je vse uspehe, ki jih je naredila skupaj, ker zato smo potrebovali 46 glasov v parlamentu. Nobena stranka ni mogla sprejeti neke zgodbe sama, jo ne more. Zato bi vendarle več pričakoval, da so to ali skupni uspehi ali pa tudi skupne težave vseh. In sam na ta način, ker pa tle pa vendar sem športnik, ekipa lahko zmaguje, če je enotna. Tudi v nogometu sicer da napadalec gol, ampak če je odzadaj obramba slaba, bomo dobili več golov. Tako, drži. Prav, najlepša hvala. Imate morda še kakšno sporočilo za naše gledalke, gledalce, poslušalke in poslušalce?
Moram reči, da je zanimivo. Jaz večkrat pogledam vaše tale podcast. Zelo kvaliteten in sem vesel, da sem danes vaš gost. In jaz zaupam zaupam našim ljudem, da se bojo 22. prav odločili. Najlepša hvala, da ste se odzvali povabilu in da ste bili danes. Lepa hvala. Hvala vam. Drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nama in kot veste, bodite vedoželjni in ostanite informirani. Do naslednjič.